Ko gre za vprašanja osebnostne rasti in duhovnosti, med poslanci sploh ne opaziti tiste običajne ideološke ločnice med levimi in desnimi. Vas to preseneča, gospod predsednik? Absolutno ne. To so natanko tiste teme, na katerih je vredno graditi našo skupno prihodnost. Duhovnost je edina pot, ki nas lahko pripelje do sprave. Na jesenicah je z nami odlična poznavalka New Age-a Helena Blagne. Dober večer. Ljudje pogosto zamenjujejo, kaj točno pomeni duhovna in kaj osebnostna rast. Glejte, takole je. Treba je vedeti, da ni vsaka osebnostna rast, a ne, avtomatično tudi duhovna. Tukaj se pogosto mešajo jabolka pa hruške. Dobro, v čem je bistvena razlika? Osebnostna rast človeku omogoča, da se lažje spoprime z življenjskimi izzivi in da dejansko raste s tem, ko širi okvir svojega razmišljanja, a ne? Pri duhovni rasti pa ljudje meditirajo, obvladajo čakre, auro, angele, hodijo v cerkev, ne jejo mesa, polagajo roke in se ukvarjajo s tai chijem. Dobro, gospod predsednik, kaj od tega je ključnega pomena za narodno enotnost? Prepričan sem, da kombinacija obojega, tako rast osebnosti kot prava mera duhovnosti. Poglejte, jaz sem kot predsednik republike v svojem mandatu že dokazal, kako delo plemeniti človeka. Rastel sem na različnih področjih, kot smetar, kot gasilec, kmet, frizer, avtomehanik. A vse to so bile le priprave za tisto, kar me še čaka. Kaj pa je to, če ni skrivnost? Naslednji mesec bom guru. Še bom od stranke do stranke, od parlamenta do vlade, od opozicije do civilne družbe, od Poncija do Pilata, če bo potrebno. Šel bom in ljudi poskušal prepričati, da sem ocean modrosti in usmiljenja, izvor radosti in ideal popolnosti, da sem kapitan vaše duše in vzorec, po katerem se lahko oblikujete. No dobro, če prav razumem, boste nekakšen duhovni vodja. Tako je. Prepričan sem, da je veseli december idealen čas za to. Med vsemi dobrimi možmi, ki v tem času hodijo po Sloveniji, se bo prav gotovo našel prostor še za enega, ki ne bo imel brade, ne, nasprotno, bo depiliran. In ne bo spraševal ljudi, ali so bili pridni ali poredni. Veste, preteklost me ne zanima. Oprostite, glede na to, da že dolgo zmrzujem tukaj na jeseniškem ledu, bi rada, če dovolite, še nekaj povedala. Zapravičujem, Helena, izvolite. No, ko takole poslušam našega predsednika, a ne, vidim, da se v njem skriva in ogromen potencial, ena velika želja po skupni sreči in zadovoljstvu. A ne, po drugi strani pa veste, danes se lahko tako rekoč vsakdo razglasi za guruja. Ne zamerite mi, gospod predsednik. Jaz vas bom kar direktno vprašala, koliko knjig za osebnostno rast in duhovnost ste sploh prebrali v življenju? Prebral sem vse. Prebral sem od Malega princa do Sai Babe, vse do Swamija, do Pavlihove praktike. Trenutno pa berem Petra Mlakarja. No, se mi je kar zdelo, a ne? V glavnem sama duhovnost in filozofija in prav nič za osebnostno rast. A ste kdaj slišali za 101 način, kako postati srečen? Pa 9 korakov do notranjega zadovoljstva? In kako vas vesolje opozarja, da ste na napačni poti? Kdo pravi, da sem na napačni poti? Vesolje, vesolje. No, nisem rekla, da ste vi na napačni poti. Helena, kaj povede, kakšne knjige priporočate našemu predsedniku? Veste, trenutno berem Milino staranja. Priročniki govorijo o tem, kako se prebuditi v zrelih letih. Jaz vam jo toplo priporočam, gospod predsednik. Bom prebral, obljubim vam. Prav, hvala lepa obema za vajina pojasnila.